V letu 2006 je minilo 60 let, odkar je Franc Gregorij, po domače Gavedarjev, na vaškem sestanku predlagal, da se ustanovi prosvetno društvo, ki bo spodbujalo kulturno dejavnost Korencev in bo skrbelo za ohranjanje ljudskega izročila. Čeprav je v Podkorenu že pred drugo svetovno vojno deloval pevski zbor in kljub temu, da so otroci pod vodstvom Pavle Oman, po domače Jurgelnove, skrivaj uprizarjali otroške dramske igre že med drugo svetovno vojno, pa je bilo kulturno-prosvetno društvo ustanovljeno prav na predlog Franca Gregorija leta 1946. Korenci so še istega leta odprli svojo knjižnico. Vsaka hiša je prispevala vsaj eno knjigo, kar je bilo dovolj, da je Lojzka Jelinčič, prva korenška knjižničarka, lahko pričela z izposojo knjig. Pod okriljem društva je tako deloval že pred vojno ustanovljeni pevski zbor, ki je štel 35 pevcev, ustanovili so dramsko društvo, ki se je takrat imenovalo Igralska družina, glasbeno skupino Korenški šramelj in folklorno skupino. Prve prireditve je društvo pripravilo v današnjem hotelu Vitranc. Zaradi pomanjkanja prostora pa so svojo dejavnost preselili v tovarno eteričnih olj, ki ni nikoli delovala. Igre in zabavne prireditve so bile zelo obiskane. Velik pečat sta društvu pustila zakonca Pavla in Vinko Oman, ki sta društvo uspešno vodila od svoje mladosti vse do pozne starosti. Kulturno-prosvetno društvo je ohranilo stare običaje. Miklavževanje so prirejali celo v časih, ko je bil ta običaj prepovedan. Omenjeni običaj poznajo tudi v sosednjih krajih, korenška posebnost pa je trentar, ki ga ne poznajo nikjer drugje. Tudi ostali običaji, ki so danes žal že skoraj pozabljeni, kot so pehtra baba, trije kralji, šapanje in zbiranje hlebcev, so se takrat ohranjali. Kulturno-prosvetno društvo Podkoren je vsako leto pripravilo pustovanje, prireditev ob dnevu žena, prireditev ob dnevu Osvobodilne fronte in ob prazniku dela, na dan republike, miklavževanje, prihod dedka Mraza in silvestrovanje. Dolga leta so prirejali tudi kulturno-zabavno prireditev ob korenškem smenju, ki je vsako zadnjo nedeljo v septembru. Ob tej priložnosti je navadno nastopila tudi domača folklorna skupina. Le-ta je tako kot dramska skupina pred njo nastopala po vsej Sloveniji, pa tudi v sosednji Italiji in Avstriji. Otroška folklorna skupina iz Podkorena je delovala do leta 1992, medtem ko je odrasla skupina prenehala svojim delovanjem že nekoliko prej. Ker so nekoč Korenci na dan smenja napovedali veselico, župnik iz protesta ni hotel maševati v Podkorenu. Vaški fantje so se zbrali na predvečer smenja in izpred hiš pobrali vse, kar lastniki niso pospravili. Vozovi, klopce, lestve in podobno se je znašlo na sredi vasi oziroma na gorici. Ta običaj se je ohranil še danes in tako morajo lastniki vsako leto svoje predmete poiskati in jih odnesti domov. Društvo je še vedno aktivno. Pri njem deluje aktiv žena, žene se zbirajo od jeseni do pomladi enkrat tedensko in izdelujejo ročna dela. Društvo občasno prireja izlete, predavanje z diapozitivi in vsako leto pripravi miklavževanje za otroke in miklavževanje za ostarele. Pod okriljem društva deluje tudi skupina mladih mažoretk. Društvo je danes mnogo manj aktivno, kot je bilo v svoji ustanovitvi, prav zato so se člani upravnega odbora odločili, da ob 60-letnici delovanja kulturno-prosvetnega društva Podkoren posnamejo film o Podkorenu, starih običajih in navadah in da s pomočjo filmskega triku ohranijo korenško narečje in vsaj nekaj kulturnega izročila kraja. Skrivnostna vasica ujeta med pobočje Vitranca na jugu in senožeti Žlebe in Koren ter pašnik Medvejek na severu skriva čudovite zgodbe še iz časov, ko v Zgornje Savski dolini še ni bilo turizma. Tlakovana srednjeveška cesta, izpričana že v 15. stoletju, je služila kot povezava med deželo Kranjsko in Koroško in je do leta 1990, ko so zgradili karavanški predol, predstavljala glavno cestno prometno povezavo s srednjo in severno Evropo. Ne čudi torej, da se Podkoren pojavi na zemljevidu daleč prej kot Kranjska gora in nekateri ostali kraji tega turističnega območja. Preko korenskega sedla je že v času Avstro-Ogrske vozila poštna kočija in tako prebivalcem prinašala novosti iz daljnih krajev. Prvi prebivalci Podkorena so bili verjetno koroški pastirji, ki so preko korenskega sedla prišli pašč živino. Gručasta kmečka vasica s starim vaškim jedrom je torej stoletja uživala mirno kmečko življenje. Danes, ko imam glih cajt, bom štumfu zaštahljala. Se pri nas je zmeraj, vsak dan jih je treba štahljati, ki jih kaj strga. Se jaz tudi v nas te štumfe nosim, pa zim pa let.
pazim za to, da me zebena, pa let pa za to, da žbicam. Zdaj bom pa povedala, kako je bil včasih, ko sem jaz gor rastla. Ker sem Talja, pa mama, pa teta, pa atja povedali. Vsak letni cajt je bil fletno. Najfletnejši je bil pa zimi. Pa zimi smo bili otroci najbolj veseli. Začel se je že z Miklavžem. Tako je bil fletno, ki je Miklavž akol hodil. Zmeram je pa hišah hodil, včasih pa še zdaj hodi pa tkorenem pa hišah. Kaj je bil pa parklinov, ta mulasti, pa ta ragljati, najhujši je bil pa Trentar. Trentarja smo se vsi strašno bali, ampak Trentar je pa samo pa tkorenem. Talja se pravili, da je bil Trentar pravzaprav divji jager v Trenti. Divji jagri so bili včasih zelo hudi in Trentar mora imeti 12 trgov. To se pravi, da je za vsak mesec en roh, pa tjetne akol pasa, pa zgonce. In tudi čez leto je Talja rekla, če ne boste prini, vas bo ki Trentar vzel. Pa Miklavž se je pa začel adventni čas. Pred Božičem je bil. Včasih so v cerkvi že brali, vsak jutro so rekli, da so zornice. No, to moj atja poni, jaz pa napolnim to. Enkrat je bil pa Ankarenc, ki je bil strašno guh. Je pa v cerkvi že bral, zunaj pa strašno sneh medel, je pa že bral. Oče naš, ki si v nebesah, pa za naša nešca, da bi srečno paradiva. O, vse hudiči, kakega šajtra, je gledal skozi okno pa na ves glas. Tako da so se vsi začeli v cerkvi muzati, pa še Fajmešter je hitro en šnajcelj spod talerja privlekel, pa je se useknil. Ja, takle je bil. No, a Božiču je bil pa strašno lepo. Na Božič je moglo biti vse pa spravljeno. Na večer smo pa že zapona pa stajali jaslice. To je bil bohcav kot je bil, pa smo jih pa stajali, ali so bile lesene, z lesa zrezljane, ali pa so bile z papirja. Pa vse sorte, sveta držina je bila, pa zvezda repatica je bila, pa krave, pa bičce so bile, pa še oso je mogel višno biti. Na svete kralje smo pa še svete kralje noter postajali. Pred Božičem na svetu včer smo pa kropli, pa kadli akol hiše. Prajtli smo od ulitje noče imeli, pa smarinje, na smarinje smo dali žar jajca, pa vsak prostor v hiš smo mogli iti, pa v hlev, pa je pa še prajtli ostal, da je ga med žito pa mlad se vtaknil, da je leti na dobro obradivo. To so bili lepi časi, pa lepo se zaspomnite, kako je bil včasih. Če je bil pa fest mraz, je bil pa najbolj fletno se v grelci greti, pa vzdič sedeti, pa dobro malcati. 28. decembra je pa šapica. Takrat smo bili otroci strašno veseli, zato smo lahko brinava veja v roti vzeli, pa ves smo šli, pa smo ta odrasli natepli, pa smo rekli šip, šap, koca, reh, potica v meh. Pa je vsak nekaj dal. Je dal suhe hrušče, pa dal kakšne fige, ali pa kakšne jabolke, pa kakšen denar je tudi včasih padel. Tako smo pa ves hodili. To smo otroci bili strašno veseli. Pred svetmi 3 kralji, tisto včer smo pa Pehtra baba jagali. To smo bili otroci, pravzaprav smo bili prestrašeni. Bali smo se ja, a nadrasel se je grnula rjuha, pa gajžo je v roke vzel, pa pokal s tista gajžva. Mi smo pa doma vzeli ta največ zvonc, ki bil, pa strašno smo raptali, da smo jo pregnali. To je bil strašno velik doživetje, če se zdaj nazaj spomnim. Pa tudi v svete kralje smo se zmerom naštimali, pa smo pa prepevali, pa hišah hodili. Smo sveti 3 kralje, smo romari maži, smo Jezusa darovali. Smo sveti 3 kralje, a tako smo pribežali
iz Trente in kje bomo ležali, pa smo pa za tista hiša peli, kamor smo prišli. Ali je bil na Luka v štali, je bil na Bukša v štali, pa na Mraka v štali. V tista hiša, ko smo prišli, smo pa tako prepevali. No, pa zimi, pa na Silvestrovo smo spet pa kadli, pa pred Svetmi kralji smo krapili pa kadli. No, pa je bil pa zimek malo konci, pa mat prišla. Pa mat je bil pa treba tika v rotje, pa v njivo. To je bil lik diva. Pa žvina je se začela pasti, pa smo jo ganili, a dni so jo ganili na Cekljevc, a dni so jo ganili na Medvejek, a dni pa Domeč. Zvečer je pa vsa žvina sama, da mu prišla. Ta javova žvina, pa jarce smo pa v planina gnali. No, se včasih smo imeli kar en svoja planina tam na gori, na Vršiču, pa smo jo prdali, posle se pa barovc norca devali, karenca, čudni ljudi. Planina prdali za masel sali. No, to je bil pa mladi. Deva je bil dovolj. Pa leti je bil pa najbolj ulik deva. Senu smo mogli pa spraviti, pa žet smo mogli, pa den na polju devati. Glavno, da je bil vreme, včasih ni bil tako, da si videl tako bo vreme. Je pa tudi 14 dni, daš moču tista seča, je bil včasih pa ki na gnoj treba peljati, tudi to je se naredil. Najbolj fletno je bil pa vse nažeti, takrat je bil lik se nasekal, pa smo pa sekli, pa bračali, pa se nutam pa sušli, pa smo ga pa v hlev spravili. Tudi otroci smo včasih mislili na hlev prespati, samo enkrat smo spali, pa se nas celo noč koncelni grizli, tako da nikoli več nismo na hlev spali, smo šli rajški domov, čeprav je bil malo dalj. Jeseni je bil pa treba vse predeliti, noter pa spraviti, čompe so gratale, pa navadi, pesa, karenje za žval, da je se fotralo pa zimi, pa še drve bo treba napraviti. Vsak letni čas je pravzaprav imel en svoj velik čar. Da se ne pozabil, pa še tole povedala. Včasih je bil tamle na Savi prav koncert. Žabe so tako glale. Cela noč, pa ki naprej. Spomladi, ki je pa začel sneh kapniti, se začele pa ven z tega mačvirja, kakor je dula zelencev, pa tale za tistega ta pruga, mostu, ki gre čez Sava, se začele pa ven lesti, takrat smo jih pa lovili. In tu je bil kaj žab, da se spomnim, ko sem šla enkrat, takrat smo pač že v kino hodili v Kranjska Gora. Sem šla ob 10 zvečer, potle duta pa gasi in so bile žabe tako daleč kle gor so prišle prav za dremlja. In jih je bil kaj, eno zraven druge, da sem kuma utegnila, skakati sem pa teda nisem htela pa hodila. Tale pri Savskem mostu sem pa lukava neža srečkova, ki je bila. Žakli pa jih je pa birala noter. No, potle so pa tale ljudi, kakor so žabe lovili, s tam tudi malo zaslužili. So domov prinesli žabe, potem so jih pa akurtali, pa ta drugi dan nesli v kakšen hotel prodati. Tako so si pomagali skozi tele življenje. Pač vsak se je znajdel, kakor se je vedel in znal. Včasih so li rekli, kdor pod koren pride, pa da sliš polne zganiti, da najraš pri pod koren nama stane. No, se to ni čudno, čeprav je to hic, pod koren je anapletna ves. Je predvsem na sončnem kraju, samo pa doba je pa tudi spremenil. Včasih je bil ves polje obdevan, je bil pohnuniv, smo čompe sadili, pa rž. Zdaj je pa ves polje se v travnik spremenil, se nažeti pa v bašk. Pri nas je gratala najbolj rž zimna, pa čompe.
Sadili se pa tudi jarca, pa ječmen, tisti, ki so imeli konje, pa ovec tudi zraven. Jeseni, na jesen, je pa v Ržiše se še repa odjava. A zimna rž se seje jeseni. Za malega spodnjica se mora vsijati, da je rž. Pa malega spodnjica pa rekli, da je ržica. Ta prvi bo treba seme prečistiti na čistilnici. Za druga miva taka mašina. Pred pa ni bo čistilnice, se je mogli pa ljudi pa zimi prebirati. Pri ranju sta bo prežena 2 vova ali pa 2 konja v drvu. Poj pa den žvina v vozu, a den je pa zada drvil. To se pravi, da je za drvu držal, pa merkal, da je lepe brazde sadivovo. Pa če se kaj zabasalo, je vodka vzel, pa je lemeša čistil. Ki bo njiva zarana, smo je pa zbrana privlikli, da je šel vas plevil dolje. Pol smo pa dol pa štelali z lesenimi grabljami, pa dol z njiva spravili in bo pa njiva za sjanje pripravljena. Sjal je pa navad gospodar, ki je najbolj znal. Tudi v zoakli hodil, to je pa čas hodil, pa grede na vse strani lepo sjal. Za sjanje je pa posebno narejena korba, taka, da je bo na sred zaokrožena, da se prida žolta prijeva, pa na bramenca imela, da je taka prtav, kakor krušnja, a da ni mogel pa za njim seme nasiti, zato z njiva ni mogel stopiti, da bi ne bil poleg izgrešil. Kaj pa reš usjana, smo pa z grabljami raho zaragljali seme noter, pa naprvoč pritisniti, zato da ga nismo na kup spravili. No, poli pa njiva kmalo zeleniva, reš je pa gnalo tudi za napet, ali pa mora biti še več. Da so še krave tudi lahko se malo pa pasle. Na pomot je bil pa treba na njiva, je šel pa navad gospodar na njivo, ki je najbolj videl, če je slučajno spoda pa ledenivo, da je malo pa led prebil, da je zrak spoda noter prišel, da se niso korenine pa sušle. Takle me začetek manjka, ki je pa njiva zeleniva, smo pa še kamne dol pa brali. Takrat je bilo lepo, ko so čompe cvetile, pa reš tudi. To je bil zaponek, ki se tako lepo pa polju prašil. Ta najlepši bo pa ta brt, ki bo žito že kaj zrl, predžetuje. Če šel gorkale na medvejek, pa dol pa gledal, takrat da bi si bil v spolju pa zlatu. Kar jaz spomnim, smo na 2 sorti želi. Smo pa birali, ki je den reš seku, ali pa votval. Votval smo pa navad jarca, ki bo notre detelja vsjana, da se pole zada pa sikli. Votvan je tako, da opet zagrabiš en čep, pa drežeš, pa se bo bolj mihni snopi. Za koscem pa tako, da narediš pa visem, pole pa izvaljaš sr, pa mu kup za snop, na pa visem da, pa zaveže. Ženice se na kupe nasile žitom. Pole sta ga pa 2 obdivava, stogu vaziva, pa vstuha obdivava. Žito se tako obdine, da ga malo pripogneš, blizu kvasja. Kvas mora čez vata biti, pa zamešan s napsem, en sem ta, pa še pa sreden ga pa važiš. Takle kolitka spodnici smo pa navad že domov zvazili rž. Pa bi pa šapanje na vrsti, to se pravi mlatu. Mi smo rekli šapanje, to pa zato, ker zaradi snopi šapal biti je mogel lesen poh na 2 noji, z unim koncem si pa upel v stena, da se ni premikal. To je v enem kotu na skodnju, da je žito v kotu letu.
kleku s tistim snopom, zraven v bližini je bil pa stol, pa dolgast, pa vapuča. Snop je na stol položil, z vapuča pa kvasil tist kleku, pa brnil, pa šel pa tresu, da je vsak zrno padel, polega pa adenčkom pedival. Je pa velik pa vesem naredil, pa veliko snopa vnotr pa vezal, tudi ovcem lahko. Škompe smo na Peter zaronali, so pa zime prav prišli za stelja, če so prišli, če švinja striva ali krava, pa tudi malo kvotro smo djali. V kotu je bil pa kup z žitom, žito smo pa preretali. Samo to ni bilo še dobro, pa smo ga pa še zvintali. Aden je vintal, aden je pa noter usipal. Zada je pluje v letu, pride bil pa tak karito, spod smo pa djali mečice, tat je brez nog, da je žito noter šel. Zraven je bil pa mirenk, ki bo tista pa soda pohna, smo pa mirenk, pa prčunasili. Pa zapasovali, da smo videli, kaj smo pridivali. Zdaj, žito je bil pole shranjen v koštu. Kašt je mogel biti, pa na par tednov še odkrit, da je se zračilo. No, ljudi so bili bogu hvaležni, da je se žito za krh lepo spravil. Zato, ker je bil cel leto v božjih rokah. Če ni bil prav vreme, je rešil s togo rada ščimal, pa je se pa krh ubil. Zdaj bo pa reš pripravljena, pa že za mlin. Smo pa v mlin peljali, smo pa rekli, da meljajo v mlin peljema. Smo šli pa v mlin iskat, smo pa rekli, da ima mlin pa meljajo. Domov smo pripeljali atrobe pa moka. Z moka je bilo treba spraviti na suh prostor, atrob so bili pa zažval. Takle, po vsem svetem si pa navad pekel, pa že stanovo rži. Skozi Podkoren teče tudi potok Krotnja. Severovzhodno od vasi pa še potok Suhal. Prav v Krotnjaku so bili nekoč tudi mlini, kjer so korenci mleli žito in tako dobili moko, da so lahko pekli kruh. Tle je bil star mlin, po pričevanju pa po pismu, po knjige, da je bil ta mlin narejen okoli 14. stoletja. In od takrat se je zmeraj vse leta mlevo. Bil je narejen med ta prvo na 7. hišo pod Korenom. In od takrat, kar je mlinar zmlel, je tudi lahko spekel. Noter je imel peč, je krh pekel, več ga pa nismo speč. Da bi bil moko kupil, pa da bi bil, to pa nismo. Ale. Naprej, takrat v 14. stoletju je bil že lastnik Edna Mertl Janez. Ta je bil pa iskalec zlata. Od Tromeje pa do Kepe so mu dali graščake dovoljenja, da lahko, če ga pa da bil, pa nič ne vem. Jaz sem mislil, sem ta star mlin pa diral, da bom kaj da bil. Na leto, na kakšen piskar, pa ni bo nič. Ja, ni bo nič, ne. Seveda, bo veliko lastnikov na tem mlinu, več lastnikov. Leta 28. pa od žene oča kupil Kirchmajer od Jokapa. Jokap je ga imel takrat par let, ne vem kaj dolgo, pa je ga pa oča kupil. Takrat se je tudi malo obnovil tale, ne, je tudi takrat za ješprendeva tale mašinca, ne. In takrat se je skozi mlevo, žita je bil pod Korenom veliko, vse sorte, pšenica, rž, ječmen, serk, to je se vse mlevo, do povojnega cajta. Edin med vojska je bil malo bolj štreng za mlete, ali se ne smeli že tale, bi rekel, malo ena kontrola, ki se podpirala tale partizanšna pravzaprav, ali. Ampak vseh let se še šverc tudi malo zmlevo, ali. Takrat pa vsod. No, pa vojske je bil pa mljaje, ogromno mljaje. Včasih tu mlin nisem mogel noter. To je se pa vlekel tamle za 65. leta, pa je pa čas jenjal, popušal se je,
sploh pa takrat, ki je v 45. vojne konc, naša oblast je bila kaj modra, da je vse kmete povrala, pa v fabrika namesto bi ga dala na polje delati, rajši v fabriko, polje pa prepadal. Tako je bilo. Seveda, dolg cajta so se puntali, samo mogel pa jeti, le čez da bi smo mogli pa fabrika jeti. Kar je bil hlapca, pa zato je šel v fabrika. In tam, ko pa 60 leto, enkrat je pa žid zmenkal in tale žid se je vstajal, tale mlin se je vstajal leta 65. Takrat sem jaz šel zadnja en ješpren naredil za v srednji vrh, pa je bil pa konc. Pa je pa se pa čas prepadal. 55. sem se zmotil, ker 62. leta sem pa jaz že mlin podrl. Ali ki je bil ta star mlin, sem ga jaz podrl, da sem ponovno naredil morale. Kmečko življenje v Ozki dolini je bilo trdo in neizprosno, vendar lepo. Korenci so trdo delali, da so si prislužili vsakdanji kruh, zato so to jed še posebno spoštovali. Če so draptine na tle padle, si jih mogel pa brati. Če ni bilo živine pri hiši, si jih mogel pa na ogenj stresti, so rekli zavirne duše. Če pa na tle padel, si ga mogel pa okušati. Tako je bilo včasih navada. Peka kruha je veljala za zahteven postopek. Zdaj pa pekaja pride na vrsto. Zvečer se mora kvas namačiti. Kvas moraš pa že od prejšnje pekaje en konc testa pričuzeti, pa na taler djati ali pa na dilce pa hraniti. Zdaj kvas se pa suši tečes za naslednji pekaj, ga moraš pa zvečer namačiti, se razmoči, pa malo moče daš noter, pa malo premišeš, pol pa celo noč hodi. V mačtje pa moka preseješ, pa da kvas noter deneš, pa soliš. Pol pa eden topla voda priliva, da pomaga. Zdaj ga spadinja pa mesi, no in sem tudi kruh pekla. Sem ga zamesila, pa mačtje pa kriva. Zdaj je kruh bil zamešen, pa pride na vrsta peč za kurti. To se pa pravi grmada za kurti v peč, kadar se kruh peče. Za grmada mora biti pa prav posebno se tje drve, zato mora grmada vsak žvakek gariti. Lepo naravnaš drve na vzkriž, pol na vrhu jih ni treba tako, pa zakuraš. Zdaj peč gari, kruh hodi, je pa treba medu pripraviti. Medu je pa tako narejen, ena bolj dolga palca, bolj močna, je na kraju okoli spadrezana, da lahko ena velika cunja gor privežeš. Včasih je bil žakelj dober, ko so bili žaklji, če je bil prevelik, ga pa prerezal. Poleg greš pa k patulci, ga pa patulci namučeš, pa nekam pricuneš, da se odteče. Poleg pa ki pa kruh gori, pa grmada duli, to se pravi, ki je kruh v shodu, pa grmada pa gariva, pa vzemeš grebo, pa razgrebeš, pa peči vsa žerjajca po smopudnu, da je ako na kolglih, da se fajn zagreje. Peč mora biti pa notri prav biva, cegli pa mora biva biti, drugač ni da vrečam. Ki je žerjajca razgrebljena, pa kruh gor dineš, to se pravi, da hlebe oblikuješ. Za en hleb vzemeš prč, pa malo, pa meseš, pa divaš v peharjek, ki prijetno štimaš, spodaj mora biti pa nabil servet. Tu pa navad smo spekli na 5 hlebov ali pa 6. Poli pa treba, pa mačtje pa šubati, tam je pa zraven paše strgulja, taka mihna. Je pa treba pa šubati, pa hlebček zgneteš. Tistmu hlebčku se pa reče pa šubank. Zato so pa rekli tam, ko so imeli več držine, ta zadnjo otroku tudi pa šubank. Zdaj mora pa spet shoditi kruh, ko shodi, je pa žerjajca tudi že ta svoj narediva, pa vzemeš spet grebo, pa vsa žerjajca, kar je še ostalo, je ni veliko, kad prtini peči,
pa gribeš. Ampak to še ni prav, moraš še pa medvo, za medvom pa lepo peč pa brišeš, da je čista. Pol je pa treba pa kar usaditi v peč. Moraš pa vzeti leseno opar, tako ga naštimaš, gorna igniše nasloniš, pa še kam, da je vodoravno. Eden ti nosi peharje s hlebi, pol ga pa raho, pa vezneš na opar, pa na zareze narediš ali pa križ, pa imamo na luknjico. Krh je vsejen, je pa treba peč zavizniti, žerjajca pa ravnati, da jih notre. Pole gospodinje so včasih pa kleknile, pa oča naš pa že brale. Pa na ura moraš pa gledati. Pšeničen krh se na dobra ura peče, žen pa skoraj na ura pa pol. Vmes pa vzemeš pa šoban konj kakaj mičken. Takrat pa lahko hlebe majhno premakneš. Ki pa krh pečen, moraš prijeti še peharje tota znasiti, da so pripravljeni. Poleg pa z železnim oparjem ven pa biraš. Vsakega pa sebe prav raho, pa tega, da deneš noter, kakor je bil pred v pekarju. Pa še raho obrišeš, če se glih pepel še gor drži. Poleg pa znosiš na svoj prostor, pa sprtam pa kriješ in pa krh pečen. O, kako dišijo kol hiše. Prebivalci Podkorena so bili verni ljudje. Pred in po jedi so vedno molili. Starejši ljudje poznajo še danes prelepe molitvice, ki pa so mlajšim že povsem nepoznane. Bog nebeški oče, mi te prosimo, da nam pa žignaš te sveti dar, ga pred svojo mamo, da ga zaužijemo. Pa to je čast in hvali, da bomo špiža večnega veselja skozi ješča Krišča našega Gospoda. Amen. To je molitev pred jedjo, pa jedi pa takle. Bog nebeški oče, mi te častimo in zahvalimo, da nas ne špižal pa na pasu. Daj nam mir, vernim dušam v vicah, pa večen pačitek in večen veselje skozi ješča Krišča našega Gospoda. Amen. Časi se spreminjajo in nekatera opravila kmečkih žena so se že povsem izgubila. Ženske ne perejo več v potoku, ne hodijo več šivat po hišah oziroma v štera, kot so nekoč imenovali takšno obliko dodatnega zaslužka. No, ko se že vse sorte zgovarjamo, bom pa še jaz povedala, tako so včasih prali. Ni bo pralnih strojev, pa sušilcev, zato je bo prav drugače. V žehtnik so djali pranje, to se pravi ta bivo, ta parteno, pa so pa čez pa grnili ena krogva cunja. Je mogla biti lihkaj velika, da se je fajn pa krivo. Pa so pa na to djali pepel, bukav pepel, pa vreč krap in pustili čez noč, da se je to odmačilo, a ne breko. Drugi dan so pa na mašini, na lesen mašin ven sprali, pa žegljali, pa so pa še šli na ratje spakovati. Pa tam je bil puh tudi, pa vapuča, pa so še kaj pa tlekli, da je se fajn, da je bila čista voda. Pa to je bil tudi, da se je spiral kaj dolgo, da je bilo čisto, pa z pranjem je bil kar cel zapol na divo. Če je bil pa veliko pranja, pa cel den. Ko se pa lihat pranja, pa voda zgovarjamo, pa še to povedava, da je bil včasih veliko karita pa tako renem. Na sred vasi je bil velik karito. To je bil največji in ta so ganili živina napajati, a kol karita je bil zmeraj vse mokro, pa puhno kravnikov, no, tak. Pa so bili pa še drugi leta pri Sedniku, tam sem jaz bila do 10. leta, tam smo imeli tudi karito, pri Kabico je bil še tudi karito, no tej še tudi, pri Turko, pol je bil pri Anželno, pri Cunarju, pa pri Škarjancu.
se pa spomnim, ko mi je moja mama pravila, kako je bil takrat, ko je bila ona mlada. Se je doma pri svojemu staremu atju izučila za švilja, potle pa ni bil dovolj dela pod korenom. Je mogla iti pa služiti malo po svetu, šla pa na Korošk, v Štere, kakor so takrat rekli. To se pravi, da je hodila od hiše za hiše, pa je vse pa šiva, kar so tam imeli. Tako je pa znala veliko ljudi od podkoštra pa prav zavljaka. V glavnem so pa takrat ki vlikali, niso nič kaj novega šivali. Ni bilo denarja, ni bilo jih tako slabo, kakor pač v današnjih cajtih pa vmes tudi. Ki je pa njen ača bil žnidar, je znala pa tudi mošče guante delati, pa kakšne ibr cigarje, kakor so jih takrat nosili. Montlnov takrat maži niso nosili. No, ki je pa po vseh Šterah vse pa šiva, je prišla pa spet pod koren, je pa spet pod korenom, ki je šivala. Sta bila zatjem, ki v Španaviji. Jaz pa videla še Adača, ki je bil žnidar pa kmet, vse v kup. Pa kadar ni imel kaj zašivati, je šel pa furat, imel enega konja Šimeljna. Pa sta pa Šimeljna vozila les, hoste pa drve, pa kakšen pesek na cesta, ker takrat je bil še je bila še cesta, ki ima kadam. S tem Šimeljnom so se pa tako zastopali, da ni bilo treba nič kaj reči. Šimelj je sam videl, kdaj se mora vstajati. Še posebno pa, če je srečal kakšna ženska, se je včas vstajal, da je starača potle malo klepetal z njo. Potem je pa ženska šla naprej, je pa Šimelj spet pritegnil, pa je peljal atja, kamor je bil pač treba. To bi bil vse, kar se je zdaj v tmole spomnim od moje mame, kako šivala. No ja, lahko še tudi povem, da so takrat dečle šivale, tudi se so učile, včasih ki za čez zima so prišle, pa so potle pa včeraj malo pa sedele, pa zapele, pa kaj pripovedovale, da so včasih tudi pove prišli, tako da so se takle ljudi na vesi malo bolj družili, kakor se pa zdaj. Tudi trenje lanu je izginilo iz vsakdanjega delovnika korencev. Včasih je pa v naših poljih marsikaj druge rastel, kakor pa danes, ki sem utrava. V njivah so imeli čombe, pa rž, pa ječmen, pa ves, pa preja so tudi imeli. Preja so pa mlad ta prvo njiva lepo poštimali, potem se je pa vsijali. Ki je malo zrastlo, so pleli, zrastlo je pa do višine približno pol metra do 60 centimetrov in čez den posebno zapunaj, tako pupoval cvetila, pa noč so se pa cvetov zaprli. Ki je enkrat zrela bila, je imela pa tatje semenčke, tatje kuglice so bile, ki je bil semen notre. Pole se je pa pipali s karenino, pa so naredili samih snope, so jih pa sušili na strvih ali pa v stogu. Ki je bil pa tomkrat suhu, so pa naštimali na rjuhah, tudi taka za senu, ki so ji rekli baza, pa dilja gori, pa na vapuča, to je bil pa tak za patličke in so tiste semenske kroglice patlikli, da so semo nabili z tistega. Seme so pa imeli za naslednje leto, da so spet lahko preja sjali.
pa za žvina, kar je bil, da se je malo pa stregli, posebno takrat, ko se kravo telete mile. Potle se pa ta preja, ki bo suha, ki bo že seme preč, se je pa razgrnili, pa mu bregov niti, se rekli, se je djali smagati. In to so pustili približno 3 tedne, no, da že trava malo prerastla. To se ni smelo nič obrniti. Je mogel tako stati, kakor se tam razgrnili. Potle so pa to v kup pa brali, pa so naredili take ulitje snopek, so rekli slavnica. In to so pa zvezali v kup z slama. Potem so pa pripeljali te slavnice k jami, kjer so sešili pa trli preja. Nagor na tisti jami je bila pa lesa. Na te lesi so pa potem preja sešili. V jami so pa zakurili ogenj. Z bukovimi drvami, ki niso smeli imeti grč. Zato, da ni pokalo, ki ga revo, da se ni tista preja na lesu žgalo. Ki bo pa to pa lesi gor razgrnjeno, pa so pa ženske trice, pa vsaka na pest vzele, pa so šli na svoja trlca. Trlce je pa pripravek, se je imeli upeta med 2 kova, potem je pa treba to streti. In kaj dolgo, da je stal samo ta zunanju vlakno, da so sredi ven dobili, kar je bilo tistega trdega. Tist smo se pa rekli pezdir. In je to je na kupu spoda pa trlca bo. Pa so pa te pezdir so pa nucali za stelja živalim. Preja so pa lepo v kup zvile, v čop, in posa pa to na kup ronale. In ki bo to narejeno, se je zvezalo pušelj. In to so naredili poseben povesem spreje, pa v kup povezali. Te pušelj je pa vse čas nesla ena taka bolj postavna, mlada, na glavi, da mu gospodinje ali pa če je njihov obu. Če je pa hte prišel fervca past, samo pa naredili spreje rep, privezali zada, tako skrivši. No, ali pa samo kam pezdirja nasuli, da je prav fajn bucal. Tedi je bil pa zelo težek, zato so takrat tudi dobra hrana dali tem tricam. Ki je bil pa to narejeno, seveda je pa tista, ki da mu nesla, na glavo je šla sprida, na sredi, zada zraven so šli pa vse ta druge s trlcami, pa pazdeha da mu. Devo je bil pa to skupinsko. Kar je pa tleh še ostal, to so pa vse pa brali, pa potle, še pa strle, tisto je bil pa potle, da so pa nucali za upadižne, pa za okomate, pa za okotre, pa za take reči. Ki pa ta preja bo doma, se je pa še pa drzati mogli na drzavcu. Pa so pa predli na kavuratu. Ko so pa predli, so pa prav ta bolje, kar je bil, je šlo za cviren. To je bil hladničen cviren. Pole so tudi dreta so del spreje. Dreta je bil, so šoštari imeli, začel je šivati. Potle so pa ta drugo so pa vse spredli, tudi pa uštrine naredili. To so pa naredili platno, no, prt so rekli. Iz tega prta so pa delali potle, rjuhe, baze, guant, vse kar je bil pač, se pa nucal prtiče, brsavke, to je bil vse prteno. Ko so pa to naredili, seveda je bil pa treba te štrene dati v tkanje. Tkali pa že dolgo niso tukale, ampak so duta k žarovnicnikom so nosili to, ker platno so mogli pa potle dati še belt. In to so pa razgrnili na travniku, na trata nekam, pa z voda pa livati, hadili, pa da se na soncu obilo, da je bil lep bil, da so pa nucali.
Podkoren ni bil prizorišče spopadov v prvi svetovni vojni, kljub temu pa so morali mladi korenški fantje v vojsko, ki je povzročila ljudem toliko gorja. Po prvi svetovni vojni pa so borci Šefmanove čete, borci za severno mejo, s svojo srčnostjo poskrbeli, da je Podkoren ostal v slovenskih rokah. Karel Šefman, nadporočnik, dober komandant. Zbral je prostovoljce, a vlekel jih je v soldaški gvant. Pobal teh boju želja, da spolnijo komandantovo poveljo. Ratiče, Podkoren, Kranjska Gora, Rute, zbrali so se skup prav zvestu, so rekli, da je skupaj mož 150 bo. So glavni štab Podkorenom ustanovili, Kanzunu telefonija priključili. Prehode na karavankah varovali, na cesti Podkoren, Strmec so na straži stali. Na Kamnat vrh vzhodno in do Petelinjaka zahodno so hodili, da bi azemne vrotje tujci nadabili. Italijani na naše kraje so prežali, zaradi vrlih mož pa vendarle so praznih rok ostali. Tako se naša zgodovina piše, preteklosti, na beden nam nas briše. Tudi pričetka druge vojne vihre se nekateri prebivalci Podkorena še spominjajo. No, z vojne se pa jaz takle spomnim. Tam v Kavura, to smo bili takrat tako na samem, ni bilo nobenih tistih hiš tam pri Savi. Je bil samo štacion, pa naša hiša. In ta prvo, kar se je začelo, so dol z Medvejekov začeli šajnverfarji svetiti. Tako smo se že bali, kaj bo. Potlej pa prišel en Mihan Italijan, dol pa Štretje, pa naglih v naša hiša. A glasil se je pač tam na un stran, kjer je bil stric Karen, ki bo pa ta sreča, da je znal italijansko. On sta se pa govarjala in je te Italijan pa videl, da so ga pa svali, da ne gre naprej. Takrat je rekel for patrola, da ne gre pa gledati, kako je Podkorena. Da bojo prišli čez meja. Bil je pa že 5 let v vojski, menda se je baril tam v Abisiniji. In je rekel, da ima tudi Anke Patrok, da ta zadnjega pa še sploh videl ni. In je bil že vzgana veličan in je držal 2 bombe v rokah, pa rekel, jedno bi vrgel Mussolinijo v glavo, jedno pa Hitlerju. No, kaga so se še pa govarjali, ne vem, jaz sem si samo to zapomnila, ko sem tiste bombe videla, take čudne so bile na mizi. Potem pa te Italijan šel. In ga šel nazaj nekam čez meja, gor ta v Trbiž. Potem pa kakšen den je bil gmah, tisti šajnverfarji so pa še ki naprej svetli. Potlej so pa prišli zgleda tle čez meja na Skaroško čez pa Nemci. Bil je Podkorenom neki pobavk so šli, gor ta na meja so jih hteli ustaviti, so na brine pa drli na ceste, ampak to ni nič pomagal, tanki tisto se pa drl, pa so prišli naprej doli. Mi smo se pa bali in nas je naš oča vse spravil gor ta v graben v Žnajdrca, v Karabitcevo uta, tak senik, ne senik, ni bil senik, to je bil listek. Tam smo bili kar precej dolgo, 3-4 dni, cela familija. Takrat se je pa nekaj čudnega gadil kle v dalini. Vem, da so streljali. Ko smo prišli ven z tiste Žnajdrce, je zimal stric, ki je bil tako na Vahterci, prišel pa je prosil moja mama, naj hodi krava most, da se on preveč boji in bo šel v Rute. Tako da smo potlej z mama hodili na Vahterce, tista krava most,
da so kugle švigali min glave. Ti so se streljali nečec graničari, ki so prišli tudi dol z meje. No, zdaj, a do zgodega se potle spomnim samo še to, da so rekli, da je Italijan, kakor je bil ta prvi pri nas, v Kranjč gor kleneče pri Vila Olgi padel. Ker pa so bili Korenci vedno trdni in neupogljivi ljudje, so si tudi v najtežjih časih pomagali s kakšno šalo in so tako vsaj za trenutek pozabili na skrbi. No, zdaj pa majhnem pregrizlu bom pa še nekaj povedal, kako je bil ta 1943. leta, takrat, ki je Hitlerju že malo vojska zmanjkovalo. Se pripatle tudi na Štelninga, pa klicam s podkornan pobi. Francel pa Janez sta bila. Navada je pa taka, da so šli na Štelninga, da so bili pa zmerom vsi pjani. In sta bila tudi Francel pa Janez pjana. Na sred ceste sta sediva, pa je pa rekel Francel Janezu, je rekel ti, a greva na Štelninga ali na greva. Če na greva je prav, je rekel, če pa greva, imamo pa dve možnosti, da bova Šteljena ali pa na bova. Je rekel, če na bova je prav, je rekel, če pa Šteljena, ima pa dve možnosti. A greva na fronta ali pa bova pa zadnja stava. Je rekel, če bova pa zadnja stava je prav, je rekel, če greva pa na fronta, ima pa dve možnosti. Majhnega moram papir. Je rekel, a naj boja ubila ali pa naj naboja. Če naj naboja je prav, je rekel, če naj pa ubija, ima pa dve možnosti. Je rekel, a naj boja v pa kapal ali pa naj naboja. No, je rekel, če naj naboja je prav, je rekel, če naj pa v pa kuplja, ima pa tudi dve možnosti. A naj boja unat kapal ali pa naj naboja. Zdaj, če naj naboja je prav, če naj pa unat kuplja, ima pa tudi dve možnosti. A greva za papir ali pa za žajfa. Je rekel, če greva za papir, je rekel, ima tudi spet dve možnosti. Je rekel, a greva za pok papir ali pa za klozet papir. No, je rekel, če greva za pok papir je prav, če greva pa za klozet papir, je rekel, imamo pa spet dve možnosti. Ali bova šla v moški straniše ali pa v ženski straniše. Je rekel, no, če greva v moškega je prav, če greva pa v ženskega, imamo pa spet dve možnosti. A naj boja pa nuca za spreta vrizati ali pa naj za zad. Če naj pa nuca za spret je prav, je rekel, če naj pa za zad, sva pa spet naredka, ker pa zdaj pa tudi na Štelinga nista šla. Železniška proga, ki je povezovala Jesenice in Trbiž, je bila zgrajena leta 1870, ukinjena pa 1. aprila 1966. leta. Prvi turisti, če ne štejemo romarskega turizma nekaj stoletij prej, so prišli v Podkoren z vlakom že v začetku 20. stoletja. Tudi med obema vojnama in po drugi svetovni vojni so v Podkoren prihajali bogati Zagrebčani in Beograjčani, ki so si želeli mirne narave in svežega zraka. Ob njihovem prihodu pa so si nekaj drobiža prislužili tudi korenški otroci. No in mi otroci smo šli, ali k cugu smo šli z voskam, z vozičkam ali pa s kareta, ali kakor je bil, pa hitro, a ne, tam, da smo kufre vozili, pa tiste take torbe, rajze korbe, pa tak so imeli, pa da so kakšen dinar dali. V Podkorenu deluje tudi gasilsko društvo, ki ima zares dolgo tradicijo, saj je bilo ustanovljeno leta 1908. Ob ustanovitvi je društvo štelo 35 članov. Spomin na ustanovitev gasilskega društva je košata lipa na Gorici, torej sredi vasi, ki je bila ob ustanovitvi presajena z Makovčevega vrta. Gasilci so se obvezali, da bodo skrbeli za lipo in njeno okolico. Pod korenine lipe so zakopali skrinjico, v kateri je spisek ustanovnih članov in srebrni kovanci iz tistega obdobja. Gasilsko društvo si je nato priskrbelo prvo opremo, niso pa imeli svojega gasilskega doma. Tako jim je domačin Šerc podaril zemljišče za gradnjo. Vaščani so sami gradili gasilski dom in ga dokončali po prvi svetovni vojni. Kako prav je bilo, da je Podkoren dobil svoje gasilsko društvo in gasilski dom z opremo, se je izkazalo že leta 1928, ko je požar uničil 5 gospodarskih poslopij in 3 stanovanjske hiše. Poveljnik korenških gasilcev je bil Janez Petraš, po domače Kavcev, funkciji poveljnika pa je bil predan kar 32 let. Ker se je vedno podpisoval načelnik, se hiša, kjer je živel, še danes imenuje pri načelniku. Nihče ga ni klical po imenu, priimku ali prvotnem hišnem imenu, temveč so mu vsi rekli kar načelnik. Po drugi svetovni vojni je gasilstvo v Podkorenu ponovno zaživelo. Število članov se je povečevalo in leta 1953 so pričeli tudi z gradnjo novega doma.
Korenci so upravili več kot 10 000 ur prostovoljnega dela, tako je dom ob svoji 80-letnici dobil tudi novo podobo. Gasilsko društvo še danes uspešno deluje in v svoje vrste vključuje vedno več mladih. Med obema vojnama in še nekaj let po drugi svetovni vojni je zaradi nevarnosti požarov v Podkorenu svojo službo upravljal tudi nočni čuvaj. V Podkorenu se je verjetno najdalj cajta ohranil ta služba nočnega čuvaja. To je bila občinska služba. Zdaj, ki je bil pa glih moj ata nočen čuvaj, bom pa majhno povedal, kako je to bil, pa kako je deval, pa tako naprej. To je bila, on je deval od 1923 leta pa do 1953. To je bila, takrat je zaslužil 600 dinarjev in mu to plačal. Ampak ta služba je bila vsak dan. Tako nedelja, kakor vdeval on ti tudi. Je pa, mi smo rekli, da gre to na vahta zvečer. Začel je 10 zvečer pa do 4 zjutraj. Pa to je bil zmeram, nikoli ni nič, da stav ali pa, kaj je božihar še tako vreme, ali pa je boln bil, ali pa karkoli, on je šel zvečer, 10 se je oblekel pa šel. No, zdaj pa videl, kako je bil tudi oblečen. Na začetku je bil imel čelada, pa helebarda tudi, pa trampeta imel. Če bi te zagarel, da s trampeta nam ljudi zbudil gor, da bi šli pa gasiti pa tu. No, pole, pa zimi imel pa tak težek zovčeh kožeh, je bil prav težek, pa tistega imel zmeraj pa zima oblečenega. Drugač, prav veliko povedati ne morem, zato tudi da manj nikoli nič ni to povedati. On je rekel, zmeraj še poleg se ga ljudi varali, če bi kaj povedal, kako je pa to v Podkornem, je rekel, ja, to pa ne bom nič, je rekel, to pa samo Luna pa jaz svojega. Je rekel, zdaj Luna govoriti ne more, da bi kaj povedal, je rekel, jaz pa tudi ne bom. Garjev je pa kar je vahtal ene dvakrat. 37 leta je garjev pri Frcovcu, pa pri Dalmatincu so tudi rekli. Tukaj je zdaj Vidranc, tukaj je garjev par let, 34 leta, tam je pa pri Štolerju tudi garjev. No, drugač, ki je pa takle, ki je vahtal, ki je hodil od Luka pa do Štofa gorta, se ga pa kmet tudi včasih prosil, da je malo hlev pa gledal, če bo kakšna krava na storjanju. Da je malo hlev pa gledal, pa da je pa vedel, če slučajno bo, da bi jih zbudil. Tako je bila nas stara ženica vahle so rekli, no, je pa tudi ga prosila, da pa gledal v hlev, če bi kaj krava storjala pa to. Bo je pa malo ne zaupljiva, je pa rekla mu, pravzaprav tako je naredila, spoda pri vratah je cegel prisvaniva, tako da je pole videla, če je šel v hlev ali ni šel v hlev. Če je cegel okoli padel, pa je že videla, da je šel. Drugače bi pa videla, da ni šel noter. Čeprav narečje, ki so ga prvi pastirji prinesli z Koroške in ki je tako drugačno od gorenskega, izumira, pa ga nekateri mladi še vedno govorijo in bodo tako morda le prenesli bogato ustno izročilo našim zanamcem. Dobar den. Bogdan. Koga kaj vzemaš? Prav delomča. A že kaj gruntov, da bi živina pa znava? Ti, hvala bi bil, da bi je te teden. Prav pa se, da bi tale zboten, krat puško gasen še gruntov, segače pred sonarjem reka, da bi kaj bo malo veže. Ti, to bo ta najbolj fan. Bo bez sonarjem govoril, kaj ga misli. Ako pa smisel da pšlet? Najbolj fan bo bil, če prišli mi všimla, da vališ pa gote do prva miča. No, pa te najbolj, da se ti za upetek zgovarjava. Dobro, no, adijo klamuc. Adijo bukš. Nedaleč od Podkorena se skriva smaragdno jezerce Zelenci, ki je drugi izvir najdaljše slovenske reke, reke Save. Prav to območje je navdušilo angleškega raziskovalca Humphreya Davyja, da je okolico Podkorena označil z besedami moje staro gnezdo. Danes obiskovalci Podkoren obiščajo predvsem zaradi svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki se vsako leto odvija na pobočju Vitranca. Zimska sezona ponuja dobre možnosti za smučanje na smučiščih, ki ležijo le streljaj od Podkorena, južno od vasi pa so urejene tudi tekaške proge.
Sprehajalne in kolesarske poti in možnost jahanja na domačiji Razinger, Prčošelno pa privabljajo turiste tudi poleti. Danes v vasi najdemo kar nekaj zasebnih sob in apartmajev, v središču vasi pa nas pozdravlja obnovljeni hotel Vitranc.